Nahajamo se na planini nad Horjulom, ob potoku Kolarica in ob cesti, ki pelje na Kotajnovo. Za nama je hrib, v katerem je tekla meja do 45. leta. Mejniki, obeležje ni daleč stran od teh, ki danes stojijo. Lahko rečemo, da je to na našem terenu 100% res. Kar preberem. Ja, kar povejte, pesem. Lansko leto, oziroma da je že 2 leta, nedelja 10. julij 2016 smo se tukaj zbrali in tole odkrili. Jaz sem napisal malo spominov, meja, zgodovina, spomini, opomini. Iskali smo pomnike iz časov žalostnih za naše prednike. Našli smo mejnike 3, eden bil za Kovtkom, drugi za Matockom stoji. Tretjega pa smo našli tam, kjer služi kot stopnica v hram. To je ta kamen. Postavili smo ga nazaj, da označimo ta kraj, kjer je meja sosede razdelila in veliko gorja povzročila. Razmejili so naše vasi, kot da življenja tukaj ni. In nemški agresor porušil domove, presekal gozdove in pregnal ljudi. Postavil je meje bodečo, za krajane zelo motečo. Nastavil je mine in prepovedal prihode. Da življenje bi bilo še bolj težko, uvedel še uro policijsko. Je hotel okupator zbrisati slovenski rod, da ne bo več živel tod. A naš narod nikoli se ne da, tudi v črnovarnost se poda. Človek vpraša se, zakaj? Zakaj so bile potrebne smrtne žrtve? Zakaj? Zato, ker sosed ni mogel do soseda. Zato, ker ni mogel do svoje njive. Zato, ker otroci v šolo niso mogli in mati ni mogla k maši. Zato, ker minsko polje povsod straši. Danes po bregu križev 10 stoji, 9 za žrtve iz naših vasi, 10 za žrtve neznane. Težko je bilo preživetje, ko izgubili smo skoraj vse imetje. Danes se spominjamo teh žalostnih dni in upamo, da to se nikdar več ne ponovi. Živimo v lepi deželi, imejmo radi našo domovino in tako zanamcem pustimo. Tako. Lahko si da.